Dobrodošli na letališču Edvarda Rusija na Maribor, s katerega boste danes lahko spremljali prvo predvolilne soočenje na naši televiziji, ko gre za volitve poslank in poslancev v državni zbor. Predstavnike parlamentarnih in neparlamentarnih strank nocoj soočamo o temo zdravstva, javnih izdatkov in tudi kondicije slovenskega gospodarstva. Pa poglejmo, kdo so kandidati, ki so z nami. Dober večer, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, volivke in volivce. Z volilno pravico se 3. junija ponovno odpravljamo na volišča. Tokrat bomo odločali, kakšen bo sestav novega državnega zbora. Posredno pa bomo odločali tudi o tem, kakšna bo sestava nove vlade vladajoče koalicije. V nocojšnjem prvem soočanju, na katerem odpiramo, kot že rečeno, temo javnega zdravstva, tudi zasebnega, če hočete, javnih izdatkov in predvsem kondicije slovenskega gospodarstva, ki je osnova za vse državne podračune, soočamo naslednje kandidate naslednjih političnih strank. Dober večer, Franc Kangler, predstavnik Združene desnice. Dobro večer. Dober večer, dr. Jaka Vadnjal, predstavnik Dobovškove dobre države. Dobro večer. Dobro večer in spoštovani gospod Drago Peklar, predstavnik vladajoče stranke Modernega centra. Dobro večer. Dobro večer tudi vam, gospa Suzana Lep-Šimenko, predstavnica Slovenske demokratske stranke. Lep pozdrav. In še dobro večer vam, gospod Zvonko Lah, predstavnik Zeleni Slovenije in Liste Andreja Čuša. Dobro večer. Sicer pa si najprej poglejmo, zakaj sploh tako zgodaj, prej kot smo želeli, sicer odhajamo to pot na volišča. Vrnimo se nekaj tednov nazaj, tole, kar boste zdaj videli, vam bo znano. Oblast vračam v vaše roke. Odločil sem se, da podam Državnemu zboru Republike Slovenije svojo odstopno izjavo. Gospod Peklar, kar tule izziv za vas. Ste v stranki to pričakovali, da se bo to zgodilo potem, ko se je saga na sodišču o drugem tiru, ki je eden največjih projektov te vlade, ki je za zdaj padel vsaj na pol v vodo. Ste vedeli, da se bo to zgodilo, ali je premier tudi vas presenetil? Moram povedati tako, da v bistvu je bilo eno malo presenečenje. Očitno je premier po tehtnem premisleku in v konsultaciji z svojimi ožjimi ugotovil, da tako več naprej ne gre, kot je šlo do takrat, in da je nujno potrebno, tako kot je sam povedal, da je treba državo vrniti nazaj državljanom in da se naj potem državljani na predčasnih volitvah odločijo, komu še nadalje zaupajo to vodenje države. Gospa Lep-Šimenko, zdaj v opoziciji ste vedno kritični. Se vam zdi, da je Cerar na ta način svojim odstopom v bistvu našel je razlog, reševal tudi svojo priljubljenost, pa politični rejting SMC, ki je bil v strmem padcu v zadnjih dneh, tednih? Ja, najverjetneje je to edini razlog. Sicer vemo, da bi bile redne volitve okvirno najverjetneje okoli 10. junija, kar pomeni zgolj en teden razlike, tako da je bolj verjetno tisti razlog, da je pač glede na vse fronte, ki so bile odprte, ne nazadnje tudi za sindikati, pač bila to najboljša možna rešitev za premiera. Gospod Kangler, vi pravite, Slovenija potrebuje desno vlado, to poudarjate na družbenih omrežjih. Zakaj? Kaj je, dajte oceniti, kaj je storila ta vlada? Vi ste človek s politično kilometrino, tam že v začetku 90-ih ste sedeli na Šubičevi, pa mi dajte povedati, kaj je ta vlada naredila dobro, ali so je bile gospodarske razmere in vse naklonjene, da se danes lahko morda v SMC-u tolčejo po prsih? Glejte, v Šubičevo sem se vsedel od leta 1996 do leta 2007. Prvo bi rad poudaril, da gospod Cerar ni bil legitimno zvoljen za predsednika vlade in tiste volitve. Dajmo tukaj si naliti čistega vina, da so predsednika največje opozicijske stranke pred volitvami zaprli. Ga po krivici in nepošteno obsodili. Zato se je politična slika in struktura političnih strank v parlamentu bistveno spremenila. Tako da je gospod Ceraru bila omogočena ta pot, da je sestavil vlado. Kakšna je bila vlada? Če nekdo brani ministrico za zdravstvo na ta način, kot jo je gospod Cerar in njegovi, po drugem stranu pa smo priča živi anarhiji v zdravstvu, smo priča škandalom in problemom v Slovenski vojski. Poglejte, kaj se dogaja med penzionisti, poglejte, kaj se dogaja med slovenskimi policisti, kakšni kondiciji je pravna država, smo na vrhu po kršitve človekovih pravic in svoboščin. Kje človek najde pravico? Kje človek najde resnico? Na slovenskih sodiščih. Komu je bila storjena krivica? In jaz sem prepričan,
Kljub temu, da je gospod Cerar bil doktor prava, dolgoletni svetovalec v državnem zboru, sem bil močno razočaran, ko je pohodil dobesedno pravno državo, pravni red. Poglejte primer. Ustavno sodišče je izdalo odločbo, naložilo državnemu zboru glede zasebnih osnovnih šol. Njegova vlada je pohodila odločbo Ustavnega sodišča. In spremenjala zakon, gospod Kangler, bomo o tem še govorili, absolutno. Ampak ste me vprašali, v čem je pozitivnega, v ničemer. Lahko boste v Združeni desnici to pomagali spreminjati. Z veseljem. Ja. V dobri državi, ne, zdaj eno vez imate z SMC-em, to je Bojan Dobovšek. In eno stvar je treba zelo jasno razčistiti. Ne. Gospod Dobovšek je spoštovani univerzitetni profesor. Ne. Ampak verjetno danes dobre države ne bi bilo, če ni bi bilo 4-letne promocije v državnem zboru. Kakšen je danes vaš odnos dobre države z SMC-em? Ste si odkrili karte, nalili čistega vina, sta si ga Dobovšek, Cerar, tudi Brglez? Torej, to so vprašanja, ki bi jih morali zastaviti gospodom, ki ste jih omenjali. Tisti, ki delamo v stranki Dobra država, se ne ukvarjamo s tem, pravzaprav, kaj je bilo pred 4 leti, kaj je bilo, ko je bila SMC in gospod Cerar izvoljena v parlament. Dejstvo je, da je takrat pravzaprav ta stranka SMC in gospod Cerar, ki je bil na nek način protagonist neke nove zgodbe, pravzaprav predvsem poudarjal, da bo SMC presegla te skoraj tradicionalne delitve v Sloveniji na levo in desno in da SMC bo pa nekaj posebnega in samo s tem pravzaprav rešila Slovenijo iz ene pravzaprav stihije, ki pravzaprav že dolgo vlada. Kolikor vem, je kolega Dobovšek iz stranke SMC in iz poslanske skupine izstopil zelo hitro. Morda po enem letu mandata, ne spominjam se točno, in to je pravzaprav že bil znak, da iz tiste, bi rekel, zanosa, ki ga je SMC nosil sabo, pravzaprav ni ostalo prav veliko. Stranka Dobra država je v svojem programskem smislu začela delati pravzaprav že takrat, pred 3 leti, ne sicer v obliki stranke, ampak v obliki nekih programskih debatnih krožkov, ki so se kasneje razvili v program stranke in tudi ustanovitev stranke. Tako da kakršnakoli povezovanja ali pa morda celo namigovanja, da je Dobra država kakršenkoli, si bom drznil reči, satelit SMC-ja, so popolnoma odveč. Mi smo samostojna stranka, ki gremo samostojno na volitve. Dobro, nihče ni govoril o satelitu, verjamem pa, da boste imeli dober retrogradni spomin, če želite biti v politiki, ker tudi to je težava današnje politike. Gospod Lah, grem kar na vas. Tudi tukaj je povezava z stranko gospe Šimenko in stranko, katere član ste oziroma predsednik. Je bil izvoljen na listi SDS-a, danes ima svojo stranko. Tudi promocija, podobno kot pri gospodu Vadnjalu, pri Dobri državi. Je prav, da si nalijemo čistega vina, pa morda do naslednjih volitev tudi rečemo, če si bil izvoljen na listi te stranke, potem v tej stranki tudi ostaneš. Ali kako gledate vi na to? Ne, jaz sem predsedniku povedal in zakaj sem odstopil in mislim, da je bilo dosti po mediju. Tako tudi Andrej. Mi dva sva odšla iz stranke predvsem zaradi tega, ker se je preveč ukvarjala s preteklostjo in manj s prihodnostjo. To je bilo že mnogokrat povedano. Jaz sem učel, on še prej, on je začel delati, ker je še mlad na tem, da bo ustanovil svojo stranko. Jaz pa sem začel razmišljati, kako bi najbolje delal do konca mandata in to v tistih vrednotah, kar sem obljubljal volivcem pred zadnjim volitvami. In to sem nadaljeval potem v drugi poslanski skupini. Sedaj sem se pa pridružil njemu, njegovemu programu, ker mi imamo program za naprej, ne pa pogrevanja za nazaj. Dame in gospodje, zdaj bomo povedali, kako populistična je včasih lahko politika. Nobeno naključje ni ali pa je, da so tik pred volitvami poslanci državnega zbora odločili, da minimalni dohodek ni več nižji v tej državi od 300 evrov, da pač človek z manj kot 385 evri ne more preživeti. Pa poglejmo, kako se je za našo televizijo na to odzvala prva med enakimi, ko gre za vprašanje sociale v tej državi v zadnjih 5 letih. Dr. Anja Kopač Mrak. Bom čisto odkrita. Jaz bi si želela, da bi bila skrb za ljudi. Samo, če bi bila to res skrb za ljudi, bi bil pristop popolnoma drugačen. Če bi se mi na koaliciji lahko jaz dosegla višji dvig, bi seveda cel sistem prilagodili temu dvigu,
kjer je šlo pa najprej za napako, potem pa za odločitev stranke Modernega centra Mira Cerarja, da podpre to rešitev, pa danes pomeni, da imamo porušena številna žal razmerja v družbi, pri čemer seveda tisti, ki so brez vseh dohodkov, razumemo njihovo stisko in vsem privoščimo in je 385 evrov tudi še vedno malo. Gospod Kangler, vi poudarjate tiste socialno najšibkejše, vi poudarjate, ste človek, delaven, delate na slovenski zemlji, jo negujete, vse dobro in prav, ampak vendarle se vam ne zdi, da je politika tukaj padla na celi črti populizma, da je to populizem prve mere, 3. junija volitve, s 1. junijem pa dajmo spremeniti, pa če postavimo na vprašaj cel proračun Ministrstva za delo, se to tako dela? Strinjam se z vami, pogledajte. Če samo pogledamo 13. imamo referendum, če 14 dni oziroma 3 tedne volitve, zaradi ene makete o drugem tiru. Kaj je bilo z maketo o drugem tiru? Tu gre za čisti populizem in to je dokaz, da so se vladne stranke med seboj dobesedno skregale. Jaz sem državni svetnik. Mi smo obravnavali veto glede tega zakona. Jaz sem glasoval za veto. Pa ni bil problem, da ti ljudje dobijo 385 evrov. Problem je, zakaj ta vlada ni poskrbela za tiste ljudi, ki imajo manjše penzije kot pa 385 evrov. In šele to, gre za čisto politično pretvezo, so jim za 385 evrov dvignili samo do novega leta. Samo do novega leta. Kaj pa tisti ljudje, ki imajo pod 385 evrov penzije, ko so 40 let delali, zakaj Desus ni poskrbel za tiste ljudi? Predtem smo v Državnem zboru obravnavali zakon za kulturnike. Ko je Desus, poslanec Desusa, predlagal zakon, da je potrebno za kulturno elito v Sloveniji poskrbeti in 1800 evrov pokojnine jim določiti. Pa lepo vas prosim, nimam nič proti kulturnikom. Samo dajmo mi prvo poskrbeti za malega človeka, za tiste ljudi, ki imajo 400 evrov penzije, potem pa dajmo tiste eliti, ki si zasluži 1800 evrov penzije. Gospod Peklar, kot naročeno, izziv za vas, kako lahko vi, gledajte, čisto preprosto vprašanje, kot volilec, da se vprašam, kako me lahko vi prepričate, rečeva, da sem pod pragom revščine, da ste se, marca ali pa aprila leta 2018, po 3 letih in pol, ko je vaša stranka v vladi, spomnili name, da pa je fajn, da bi imel 100 evrov več. Vam bom pa jaz postavil kontra vprašanje. Jaz vam dam na mizo 5 evrov in rečem, dajte mi za 5 evrov zajtrk, kosilo in večerjo. A mi jo lahko date? Ne morete. Kaj je bilo potrebno narediti v naši državi? Prvo je trebalo državo spraviti iz krize, postaviti na stabilna tla, urediti gospodarstvo. Pred letom 2014 je bila naša država v krizi in predno ti postaviš državo v normalno pozicijo, da lahko potem, kasneje, tudi začneš ljudem dajati tisto, kaj potrebujejo. Stranka Modernega centra je v tem času veliko naredila tudi za dvig penzij, tudi da je dala to socialno pomoč 385 evrov, ampak v programu za naprej imamo zastavljeno, da je treba to področje rešiti. Res je, neto plača je prenizka, treba je obremenitev te plače zmanjšati, treba je tudi še povečati penzije. In to bomo uspeli. O tem vsem ste odgovorili na to, kar sem vas vprašal, gospa Lep Šimenko. Kaj porečete na to? Državo je bilo potrebno spraviti iz krize, proračun smo izravnali, nismo sicer zadovoljili apetitov v javnem sektorju, naredili smo manj presežek in to je to ali kako? To je bil spet popolnoma totalni populistični ukrep, predvolilni, vemo, da velja samo do konca leta, torej za 6 mesecev. In če bi imeli resničen namen, kaj narediti, bi to naredili prej, ker je stranka SMC imela čisto vse možnosti. Koalicija je imela trdno večino v začetku mandata in bi lahko sprejeli vse tisto, kar so zdaj na koncu tudi nenazadnje obljubljajo. To, kar pa si na nek način pripisujejo, da so oni postavili in rešili zdaj Slovenijo, poglejte, mi smo v obdobju konjunkture. In če vam je kaj šlo v tem trenutku resnično na roko, je to, da je celi Evropi šlo dobro, da je našim glavnim partnericam šlo dobro, da je šlo dobro Nemčiji in da so posledično seveda dobro delovala tudi vsa slovenska podjetja, izvozniki, ki so gonili tudi gospodarske rasti v Sloveniji. In oni so tisti, ki si zaslužijo vse zasluge, da dejansko je Slovenija na nek način ima spodbudne kazalce, ne pa stranka SMC. Prav, kmalu nadaljujemo.
Večkrat slišimo, da je Slovenija ostala brez ciljev, da takrat, ko je vlado vodila še LDS, smo imeli cilje, euroatlantsko povezavo, Evropsko unijo. Zdaj bojda, da ciljev nimamo. Res, da je iz Maribora vse drugače, ko gledaš na Ljubljano. Verjetno je tudi Ljubljana z bruseljske ali štrasburske perspektive drugačna. In v tej perspektivi, zdaj pravi, konstruktivni ali nekonstruktivni, torej po 14 letih Slovenije v Evropski uniji, je spregovoril evropski poslanec Lojze Peterle. Slovenija ni napredovala samo gospodarsko, ampak se je vključila tudi v znanstvene in druge projekte, tudi v program Evropske vesoljske agencije, da ne govorimo o možnostih študija za mlade. Bruselj pa ni kriv za tisto, česar ne naredi slovenska politika doma, mislim še posebej na zdravstveno in pokojninsko reformo. Torej, slišali ste zdravstvena in pokojninska reforma, gospod Lah, to je domača naloga, ki se jo zdi, ali pa je vtis napačen, da je vsaka vlada nekako poriva naslednji vladi. Nobena popolnoma ne ugrizne to jabolko. Pahorjeva je malo ugriznila s Svetlikom, pa potem druga Janševa vlada malce z Vizjakom, ampak nekih pravih takšnih korenitih sprememb, ki so potrebne, ni. Kakšno rešitev imate zeleni in to je lista Andreja Čuša? Glejte, dokler bo zdravstvo, tako kot ostala država, socialistično organizirana, predvsem v zdravstvu, čakamo zdravstveno mrežo že 30 let. 30 let se govori, da bo narejena mreža po celotnem Sloveniji, kako bojo zdravstveni domovi, kako bojo zdravstvo, predvsem primarno zdravstvo. Pa tega še sedaj ni. Jaz mislim, da imamo poleg tega tudi prenizko stopnjo, da bi morali dvigniti stopnjo za prispevno stopnjo za zdravstvo, da bi bili vsaj na ravni evropskih držav, ki imajo bistveno višji bruto dohodek kot v Sloveniji, in potem reševati na način, kot rešuje v tujini, ne tako kot pri nas. Mislim, da nobena vlada do sedaj ni nič naredila v zdravstvu, kozmetični popravki, ki so pa bolj škodovali. Korupcija bi morali najprej rešiti, potem pa ostalo. Dobro. Zdaj, gledajte, gospod Vadnjal, dobre države ni brez dobrih in zdravih ljudi. Zdaj pustimo, da bova leta 2050 midva oba srečna, pa bova uživala, tule, ko vidimo slike v ozadju, ampak kaj pa do takrat? Kakšne rešitve imate za zdravstvo v dobri državi? Naše ocene kažejo, da je slovenski zdravstveni sistem, govoriva tako o javnem zdravstvu, kot o tem delu, ki je pravzaprav kombinacija javnega in zasebnega za zagotavljanje nekega osnovnega zdravstvenega varstva. Torej, ta sistem je zelo neučinkovit. Po eni strani že iz afer, ki jih ves čas znova in znova poslušamo, kako prihajajo na plano o tem, kako se izgublja denar na, bi rekel, nabavah, na preplačanih materialih, na preplačani opremi, na preplačani gradnji in tako naprej. Po drugi strani se ta denar izgublja v verjetno ne najbolj optimalni organizaciji te javne zdravstvene službe, potem v kombinaciji javnega in zasebnega. In tukaj je predvsem potrebno v prvi fazi poiskati rezerve. Te rezerve zanesljivo so in te rezerve se gotovo, če se vrnem malo na te afere, skrivajo tudi v nečednih poslih, pa če kar omenim ali pa rečem z besedo korupcija. Tega je po našem mnenju ogromno in tukaj bo predvsem na področju financiranja zdravstva najprej treba uvesti transparentnost. Dobro, bomo nadaljevali, boste dobili še besedo na to temo. Dame in gospodje, mi pa si sedaj poglejmo, kar zadeva zdravstvo. Kakšne obljube je sploh dala koalicijska pogodba oziroma kaj so SMC, SD in Desus zapisali in bomo videli, kaj uresničili. Kar zadeva koalicijske zaveze za zdravstvo, vidimo, da so navajali skupna javna naročila v zdravstvo, razmejitev javnega in zasebnega zdravstva, pa negovalni oddelki in paliativna oskrba in pa ničelna toleranca do korupcije v zdravstvo. Zdaj, gospod Peklar, žal moram do vas. Povejte mi, kaj od tega, po teh točkah, prosim, kaj je SMC naredila. Verjetno so volitve tudi čas, da volivcem ne samo obljubljaš, ampak poveš, kaj si naredil. Ja, tako kot je bilo tukaj prikazano, v zdravstvu so uvedena nekatera skupna javna naročila, kar se tiče zdravil,
in določenih pripomočkov. Preprečevanje korupcije, to je ena izmed nalog Stranke modernega centra tudi v nadaljevanju, da je treba v državi izkoreniniti korupcijo in organizirani kriminal. Res pa je tudi, da Stranka modernega centra je, ko je prevzela vodenje te države, prevzela tudi zdravstvo v takšnem stanju, kot je pač takrat bilo. In za to, da se zdravstvo postavi na ene zdrave temelje, so potrebna obdobja. Zato, ker to je prevelik sistem, da bi ga lahko reševali čez noč. Gospod Pekar, vas lahko prekinem. Mi pravkar sporočate, zmanjkalo nam je časa. Kaj mi sporočate? Glede na 4 točke, ki sem jih navedel, to ni moja izmišljotina, to piše v koalicijski pogodbi. Takoj. Bilo je tudi govora o tem, da se sprejme zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ampak ta zakon potem ni bil sprejet zaradi tega, ker ga je Desus preprečil, da bi zadeva da je bila potem sprejeta. Glejte, v tem času se je doseglo, uvedle so se... Gospod Pekar, da se razumeva, prosim, odgovorite mi konkretno 4 točke, sem postavil 4 vprašanja, odgovorite mi, ali imamo skupna. Vi ste rekli delna javna naročila, po mojem vedenju jih ni. Ni rešeno vse zaradi tega, ker je zdravstveno reformo je težko uvesti v enem obdobju. Vsi ostali, ki govorijo, rešili bomo zdravstvo, zdravstveno postavili na zdrave noge, jaz mislim, da vlada v enem mandatnem obdobju tega ne more rešiti. Samo eno vprašanje, mogoče za $1 milijon ali pa ne. Če bi bila Milojka Kolar Celarc ministrica iz ene druge stranke, iz SD ali pa Desus, bi bila danes še ministrica po vaše? Ne vem. Gospod Kangler, vaše rešitve za zdravstvo? Če smem še repliko prej. Ja. Seveda sem vesel, da je gospod priznal, da je vlada bila nesposobna v 4 letih rešiti ta problem. Priznal je tudi to, da je vlada na ta način, vse stranke vladne, ni izjeme. Ne Cerarjeva stranka, ne Desus, ne SD. S tem, ko so branili ministrico, so branili tudi korupcijo v zdravstvu. Pozabili ste vsi na preiskovalno komisijo glede žilnih opornic. Kaj je ugotovila preiskovalna komisija? Kam je šel denar? Koliko denarja se je po domače povedano pokradlo? Pa ste vsi v parlamentu tiho molčali. Rešitve so pa kratke, hitre, učinkovite, jedrnate, predvsem pa zakonite. Poglejte, čez noč carski rez, javna naročila, centralizirati, pa dati vsem možnost, da se prijavijo na javna naročila. Če je zasebni zdravnik lahko naroča po celi Evropi preko interneta, pa dobi najcenejše. Zakaj naša bolnica, ena, druga ali tretja, tega ne more storiti? Zato, ker lobiji od zadaj igrajo. Primarno zdravstvo. Zakaj ne je bilo privatno? Ta vlada je poskrbela to, da je ogrozila nekatere privatne koncesije zdravnikov. Vsi smo priča danes. Pol Slovencev hodi na Hrvaško privatnim zobozdravnikom in jim plačuje na roko. Se pravi, da jim zaupajo, da verjamejo, a Slovenci pa ne smejo delati. Ima danes človek napotnico za specialista, 2 leti čaka v Sloveniji. Če gre čez mejo v Avstrijo, jutri je na vrsti. In slovenska zavarovalnica to storitev Avstrijcev plača. Eno pa vprašanje, gospod Kangler. Samo da dokončam, gledajte. Slovencev pa tega ne plača. Zakaj te razlike sredi Evrope? In to je problem. To je potrebno odpraviti in bo čez noč red in disciplina. Pod vprašanje, je po vaše problem v zdravstvu, da je vse samo v denarju, da je premalo denarja? Glede na ugotovitve preiskovalne komisije, ki smo priča, ki je uradna, ki je bila tudi poročilo sprejeto v parlamentu, je denarja več kot preveč, ker so neposredno ugotovili, da je razmerje cen v zdravstvu od nabavne cene in prodajne do bolnišnic 1 proti najmanj 3. To pomeni, da je denarja dovolj. Dobro. Samo potrebno je javno obelodaniti in zagotoviti transparentnost naročanja. Tega pa zaenkrat Cerarjeva vlada v Sloveniji v 4 letih ni zagotovila. Ravno nasprotno, še bolje državo vrgla v globoko državo in korupcijo. Dobro. Zdaj bomo pa, dame in gospodje, pogledali, kar zadeva, se pravi, slovensko zdravstvo. Kakšni so letni izdatki na prebivalca? Velikokrat slišimo, da je premalo denarja, pa da vidimo, koliko ga je s tistimi najbolj razvitimi. Pa bomo začeli kar na severu.
Poglejte, spoštovani kandidati za poslance v državnem zboru, Norveška na prebivalca nameni 4610 evrov, Švica 4565 evrov, Avstrija 3676, povprečje 28-terice je 2193, Slovenija 2003. Gospa Lep Šimenko, vaša kolegica, cenjena poslanka iz vaših vrst, gospa Godec, je vodila parlamentarno preiskovalno komisijo, ki je bila jasna, 3-kratna, 5-kratna preplačila. Torej v tem sistemu, če damo tudi 1000 evrov na glavo več, se bo očitno še kradlo. Kdo lahko poreže te lovke? Ja, točno tako. Kolegica Jelka Godec je zelo dobro vodila preiskovalno komisijo, tudi nenazadnje je bilo končno poročilo sprejeto v državnem zboru in seveda zdaj so bile vse zadeve predane naprej pristojnim inštitucijam in upam, da bodo prišle zadeve do dna, ker tako je bilo že 90% vsega dela narejeno v preiskovalni komisiji. Jaz osebno menim, da je denarja v zdravstvu dovolj, ampak treba je rešiti korupcijo, treba je rešiti preplačila in čisto enostavno v zdravstvu je potrebno narediti red. Ni peša sama organiziranost, pešajo procesi, ne ve se dejansko, kdo kaj dela, imamo urgentne centre, niso zagotovljena ne bom rekla kadri, ne materialni pogoji za to. Pridemo do kadrov in materialnih pogojev, imamo tudi izjavo na to temo, gospod Kangler, kratka replika, prosim. Jaz se strinjam skoraj v celoti z gospo Šimenkotovo, predvsem pa korupcija ni samo v zdravstvu. Zakaj se ničesar do danes ni zgodilo, vprašajmo se, kaj dela policija, kaj dela slovensko tožilstvo, predvsem pa kje stojijo postopki, ki se znajdejo na sodiščih. To je problem. Da se ne stopi na prste tistim, ki so globoko vpleteni v globoko državo. Gospod Lah, vam še dajem besedo. Zdajle javili ste se k besedi, kako porezati te lovke. Torej, najprej je vzletelo eno letalo, morda se kdo od teh dobaviteljev bolnišnic pelje na kakšne otoke. Nikoli ne veš, ne? Pa pacient. Jaz bi repliciral gospodu Kanglerju, ki je rekel, nič niste naredili v parlamentu. Jaz sem tudi že 9 let v parlamentu. 2-krat je bila interpelacija ministrici, pa ni uspela. Lahko bi prvič uspela, pa bi tudi ta vlada, ki je do konca naredila. Če je bilo kaj dobrega narejenega v parlamentu za zdravstvo, je to naredila preiskovalna komisija. Da je pocenila vsaj stente, pa še kakšno drugo reč. Jaz govorim, da je premalo denarja in povedal sem, da najprej treba rešiti korupcijo in sistem spremeniti, da bo drugače organizirano, da bo odgovornost. Sedaj ni nobene odgovornosti. Če nekdo naredi nekaj dobrega, je to skupno dobro, če pa nekdo naredi nekaj slabega, se pa vse porazgubi, nobene odgovornosti ni. Dobro. Gospod Peklar, če se ne motim, ko se je v državnem zboru gospa Šimenko Lep me lahko popravi ali pa potrdi, ko se je poročilo Godčeve komisije sprejemalo v državnem zboru, je bil del SMC-ja vzdržan. Zdaj pa ali sem jaz dislektik ali pa sem prebral prav. Pa me zanima vaš komentar. Torej, podprli ste ustanovitev te komisije, na koncu pa stranka, ki nosi največjo odgovornost, se vzdrži do tega poročila, če škoda ga ni bilo. Kaj manjka na njem oziroma kaj ni dobro? Jaz nisem bil v državnem zboru. Gospod Peklar, gledajte, samo malo, nekaj bom odgovoril. Samo malo, če lahko. Ja, jaz bom zelo vljuden in vam bom dal besedo, če hočete minuto, 2. Ja. Vi ste tukaj predstavnik stranke Modernega centra. Jaz vas ne sprašujem, ali ste bili vi v državnem zboru ali ne. Vi ste pod streho te stranke, nosite to broško in potem pričakujem, da boste meni kot državljanu ali voditelju odgovorili na to vprašanje. Izvolite. Ne znam dati odgovor na to vprašanje, zato ker nisem bil o tem poučen. Res pa je, kar ste omenjali prej okoli finančnih sredstev, da se v Sloveniji namenja premalo denarja za zdravstvo in zato je tudi cilj v nadaljnjem, da je treba dvigniti odstotek BDP-ja, ki se bo namenjal zdravstvu in to je tudi namen stranke Modernega centra. Zdaj bomo šli še k dobri državi. Kaj poreče dobra država na vse skupaj? Torej, na to vzdržnost ali kako naj rečem? Kolegi so že marsikaj povedali in tukaj se treba absolutno strinjati. Ugotovili smo, da korupcija je tukaj definitivno problem. Številke, ki ste jih pokazali, seveda je treba brati za nekaj zrna soli, ker ponavadi ne povejo točno, iz katerih virov se ti izdatki za zdravstvo na prebivalstva
sfinancirajo. Pa vendarle. Čakajte, vam bom povedal, se pravi, govorimo o javnih in zasebnih virih na zdravstvo preračunano, ne? Ker je pa dejstvo, da različne Švicarska konfederacija ali pa Norveška ima drugo strukturo financiranja samega zdravstva, tudi blagajne, ne? Tudi to so metodološka pojasnila, ampak koliko lahko, kaže tudi, koliko si lahko država, ne vem, kot Franc Kangler ali vi kot Vadnjal privoščite. Poglejte, tukaj mogoče bi bilo zanimivo pogledati prav to strukturo za posamezno državo, koliko je zasebnega in koliko je javnega, pa vendarle, a ne? Če se vrnem na to, mislim, da v Sloveniji dodatnih sredstev za namen zdravstva ne smemo namenjati, dokler ne razčistimo vseh teh stvari, o katerih je bilo govora, pa bom še enkrat samo podaril dve zadevi. Eno je korupcija in drugo je seveda organiziranost celotnega zdravstvenega sistema, kjer je ogromno praznega deka in ogromno, če rečem, tako kot za vodo, curljanja ven, v tem primeru denarja. Zdaj bomo pa pogledali še podatke, ko govorimo o zdravstvu, tudi metodološko pojasnilo, kako v bistvu so načini oziroma dejavniki, ki vplivajo na financiranje zdravstva. To so morda sprejeli oziroma naumili nekoliko pametnejši, kot naj bi bili mi v Sloveniji, in sicer v Organizaciji za ekonomski razvoj in sodelovanje, in bomo pogledali, kakšni so ti dejavniki vpliva na zdravstvo, na izdatke, javne in zasebne. Na eni strani vidimo torej demografija, starostna struktura, zdravstveno stanje. Tukaj imamo v Sloveniji kar nekaj težav, bruto družbeni proizvod na prebivalca in pa ostali dejavniki, relativne cene, tehnološki napredek in, gospod Lah, politike. Kaj lahko rečeva tam pri teh politikah? Glede prispevne stopnje za zdravstvo v drugih državah bistveno več namenjajo po prebivalcu kot pri nas. Problem je tudi v bruto narodnem dohodku na prebivalca, ker imamo mi nižjo stopnjo kot ostali. Potrebno bilo to dvigniti, treba pa rešiti tudi ostale organizacijske stvari, ki so bolj pereče kot pa sam denar. Najprej rešiti korupcijo in sistem približati modernim sistemom, ki imajo drugi v Evropi. Pa mislim, da bo potem tudi dosti bolje za paciente, čakalne vrste se bodo znižale in tudi usluge bodo bistveno boljše. Pa zasebno zdravstvo je tudi del javnega zdravstva, čeprav ta vlada je na vsak način hotela onemogočiti in tudi koncesije spravila na 15 let, kar je nemogoče, da nekdo opremi ambulanto z vrhunskim opremo za 15 let, potem pa ne ve, če bo še dobil naprej koncesijo. Dobro, tudi o tem, o nadaljevanju. Dame in gospodje, mi si bomo vzeli zares kratek predah, potem pa bomo slišali tudi, kaj pravi prvi med enakimi, ko gre za stroko v UKC Maribor, kjer je tako kot UKC Ljubljana kadrovska, finančna in vsakokratna stiska zaradi politike ali ne. Ostanite. V zdravstvu je potrebno napraviti red, pravijo moji nocojšnji sogovorniki, in tudi to, da je korupcija eden največjih problemov tega našega javnozdravstvenega sistema. Nadalje pa, gospod Vadnjal, kako izkoreniniti to korupcijo v zdravstvu, to vas sprašujem. Prej smo že nekaj govorili, kako porezati te lovke in kdo jih zna. Jih lahko zdravnik na čelu ministrstva ali nek finančnik, ne vem. Torej, idej, kako porezati korupcijo, je vedno dovolj. Zgleda pa, da manjka pravega poguma, da bi to zares naredili, in očitno to preprečujejo tudi nekateri ljudje iz ozadja, neki lobiji, neke klike, ki jim seveda to ribarjenje v kalnem ustreza in najbrž uspejo tudi relativno hitro se zalesti v politiko. Če bi pogledali čist na, bi rekel, osnovnem nivoju recimo nekega zdravstvene ustanove, pa poglejmo recimo največjo zdravstveno ustanovo, klinični center. Mi imamo zdaj stanje, ko smo v zadnjih, mislim, da 3 letih zamenjali že 3 ali 4 direktorje. To vsekakor ni dobro, če hoče en direktor narediti red. Lahko te vprašam? Seveda. Ampak mi odvračamo probleme, mi se sprašujemo, ko imenujemo, ali je Šabeder novi direktor, ali je finančnik, ali mora biti zdravnik ali ne. Pa to velja za Erjavca, Cerarja pa Židana, če hočete. To ni pomembno, ali je zdravnik ali je kaj drugega. Pomembno je, da je dober menedžer s korajžo, ki bo znal delati dobro za inštitucijo,
dobro je pa to, da bo inštitucija učinkovita. Se pravi, eno je to, da bo organiziral procese, tako da bojo učinkoviti in seveda cenejši. Drugo je pa seveda en del procesov je tudi nabavna služba. Klinični center ima, jaz ne vem z glave, ampak ogromne izdatke za materijale, za razne, bi rekel, dobave. In če tukaj ni nekoga, ki je zadolžen za to dobavo, ki je človek za integriteto, ki je pošten, hkrati pa mora vedeti seveda, kaj nabavlja, se mora znati pogajati, mora iti pogledati v Evropo, v svet, dobiti najboljše ponudbe in jih seveda tudi ustrezno vrednotiti, da so te kakovostno primerljive, potem s tem ne bo nič. Ne? In ko ste omenjali direktorja Šabedra, on verjetno ni človek, glede na to, da je prišel iz drugega okolja, ki bi se na zdravstveni material spoznal, mora pa biti v poziciji, da bo nominiral človeka, ki bo to znal narediti. Takega človeka bo moral tudi ustrezno plačati, seveda, da ne bo tak človek niti pomislil, da bi želel dobiti še kje drugje kakšen dodaten honorarček in samo tako in na ta način. Mi v teh inštitucijah rabimo profesionalce, ne pa politično ali pa ne vem še kako strani lobijev kadrovane ljudi, ki delajo po ukazu nekoga drugega. Ja, tudi plače so problem v slovenskem zdravstvu. No in zdaj bomo slišali skratka, da plače pa vendarle niso vse. Kljub temu ljudje odhajajo, tudi zdravniki. Bogovi v belem so si skupaj s Cerarjem izpogajali boljše plače, kaj pa medicinske sestre in ostali zdravstveni delavci. In kljub dobrim plačam ljudje v zdravstvu odhajajo. O tem pa priča zgodba iz UKC Maribor in zgodba novopečenega strokovnega direktorja, ki je glede svojih prvih načrtov na položaju povedal tole. Nevarnost, da bo prišlo do resnih motenj v delovanju kliničnega centra ta, da je veliko število zdravnikov v zadnjih nekaj letih odšlo. Po mojem podatku jih je v zadnjih 3 letih zapustilo klinični center 43. Novi odhodi se napovedujejo in moja prva naloga je stabilizirati kadrovsko situacijo na področju odhodov specialistov. Gospa Šimenko, ljudje zdravstva odhajajo, zdravniške plače daleč od tega, da so slabe. Ne? Vsi bi se primerjali s tujino, tudi vi z europoslanci pa z norveškim kraljem, kraljico, ampak ne gre. Ne? Smo Slovenija, Šent-Florijanska Švica. Švica verjetno ne bomo nikoli. Ne? Ampak kako preprečiti, kako najti ustrezno kadrovsko strukturo v zdravstvo? Nekaj se je naredilo na področju specializacije, ampak verjetno to ni to, ali? Ja, tudi v tem mandatu se je naredilo še dodatna napaka in sicer, da tisti zdravniki, mladi zdravniki, ki bi želeli samostojno opravljati svojo dejavnost, dejansko morajo čakati še dodatnih 5 let. To pomeni najprej študij 5 let, potem specializacija 6 let in še nadaljnih 5 let. In tudi to so razlogi, zakaj mladi zdravniki zapuščajo Slovenijo. Drugače pa, kot rečeno, ja, kakorkoli, tudi na tem področju so nekateri, njihovo delo ni dovolj cenjeno, in seveda mi imamo žal tukaj Avstrijo zelo blizu in številni odhajajo, številne medicinske sestre, predvsem mlajša generacija, ki jim jezik ni problem, odidejo v tujino in tam seveda imajo bistveno lepše plače, to se govori o 2- do 3-kratnik slovenske plače in to je velik problem, tako kot po vseh profilih tudi v zdravstvu, zelo velik problem. Gospod Lah, kratko. No, jaz mislim, da plače niso tako dobre tudi v zdravstvu. Sam sem bil pred parimi meseci v kliničnem centru, pa sem videl, kako delajo. Tisti, ki res delajo z dušo v zdravstvu, so premalo plačeni. Od medicinskih sester pa do zdravnikov in kirurgov. Ravno danes sem dobil informacijo, da je v sosednji Avstriji 3-krat višja plača kirurga in da jih potrebujejo in iščejo v Sloveniji. Zakaj ne bi, mislim, sam kot strokovnjak, ker ima v sosednji Avstriji dosti boljšo opremo kot pri nas. V kliničnem centru v Ljubljani je preko 85% opreme za odpis. Pa vseeno zdravniki delajo čudeže. Tudi postopke, ki jih še nikjer v svetu ne. Po temi pogoji, tem je potreba dati priznanja, ki vztrajajo v takih pogojih. Ampak ni vse v denarju, ne? Je to v organizaciji, ampak odhajajo ljudje predvsem zaradi boljših pogojev dela in tudi zaradi boljše plače, seveda. Gospod Peklar, vi ste upokojen. Gospod Kangler mi je to zaupal. Ste zadovoljni s svojo pokojnino? Glede na standard, ki v Sloveniji je, moram povedati, da sem zadovoljen s svojo pokojnino, zato ker lahko čez mesec preživim.
Kar ste pa navezali prej, okoli medicine, kolega je dobro povedal, menedžerji, dobri menedžerji lahko tudi vodijo zdravstvo. Mogoče je težava tudi v tem, da zdravniki, ki odhajajo, mogoče pravzaprav pozabljajo, da so se šolali v Sloveniji, da jim je Slovenija dala možnost, da so lahko prišli do določenega poklica. In oni potem, kljub temu, da je Slovenija vložila v te zdravnike kar nekaj finančnih sredstev, lahko zapustijo Slovenijo in grejo delati drugam. Jaz menim, da bi morali doseči to, da ti zdravniki, ki odhajajo v tujino, naj potem povrnejo tisto, kaj jim je dala država, da so se lahko zašolali. Tudi, kako doseči to, to je tisto vprašanje. Ostajamo pa pri pokojninah in videli bomo, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Verjetno ste mnogi slišali za vas. Nekaterim pravijo mariborski Robin Hood. Gre za Borisa Krabonjo, profesorja zgodovine na Srednji ekonomski šoli Maribor. Svojim humanitarnim društvom pomaga iz socialne stiske prenekaterim družinam, posameznikom. Tisti, ki jih je za voljo dostojanstva ali česa drugega sram toliko, da ne stopijo pred nas. Tisti, ki jih Miro Cerar in drugi na Šubičevi, Erjavčevi v Ljubljani ne vidijo. Tiste, za katere je politika vsak ukrep sprejela prepozno. In na tiste, ki živijo tudi z manj kot 200 evri na mesec, ne smemo pozabiti, zastopal pa jih bo Boris Krabonja. A vi veste, da imamo mi na našem seznamu 7 ljudi, ki imajo pokojnino manj kot 150 evrov? Mene je dan skoraj kap zadela. In da jih imamo vsega skupaj 176, ki imajo manj kot 400 evrov pokojnine. To je tisti, ki prihajajo vsak mesec, enkrat na mesec k nam po pomoč. In to je naša realna slika in to je ta beda slovenske družbe 21. stoletja, ki nas je lahko sram od prvega do zadnjega, da smo te ljudi pahnili v totalno revščino. Tu ne govoriva samo o začasni revščini, tu govoriva o permanentni revščini babic in detkov, ki so oddelali svoje in ki pravzaprav imajo pravico do dostojne jeseni svojega življenja. Gospod Kangler, kje se v vseh teh slovenskih sanjah, ki naj jih, ne vem, oprizarja, sposodil si bom Cankarja, dolina naša Šent Florjanska, zakaj ne vidimo teh ljudi, so skriti? In kaj bomo naredili z njimi? Se zavedamo, da takšni ljudje med nami so, čeprav jih ne poznamo? A politike vedo to? A se nekdo zaveda, ko za 80 ali pa 90 centov v državnem zboru spije kavo, da je za nekoga to luksus, ki si ga privošči, ne vem, enkrat na teden? Pa ni to populizem ali pa banaliziranje, kar nam medijem velikokrat očitajo? Veste, jaz se lahko celoti z vami strinjam, pa tudi z gospodom, ki je povedal dejansko in realno sliko. Vendar se te realne in dejanske slike aktualna politika, vladna politika ne zaveda. Spomnimo se gospoda Karla Erjavca, ki je obljubljal 1000 evrov pokojnine. Kje so danes te obljube? To so samo sanje. A se vi zavedate, da imamo na Ptuju, v neposredni bližini, penzionista, ki je star 22 let in ima penzijo Zveze borcev iz leta 1945. Se vi zavedate tega? 22 let je star človek, ki ima pokojnino Zveze borcev iz leta 1945, druge svetovne vojne. To je znak in dokaz, da je sistem nepravičen, krivičen do tistih ljudi, ki si zaslužijo boljši jutri, boljše penzije, ki so 40 let delali v tovarnah. To mi danes tukaj, ki danes tukaj smo nasočeni, nismo za to krivi. Zato pa kandidiram za poslanca, ker želim spremeniti ta sistem, ker želim pomagati tudi malemu človeku, ker želim pomagati tistim, ki imajo nizke penzije, da bodo normalno in dostojno živeli v svojem življenju. To je način. Bojan Dobovšek poudarja globoka država, človek z integriteto, imam preteklost, tako naprej, cenjen univerzitetni profesor s Fakultete za varnostne vede. Pojmi viktimizacija, ne vem, če hočete žrtev, če hočete stigma, mu niso tuji. Ampak v tej državi stigmatiziramo te ljudje. Zakaj? Ker niti ne spregovorimo o njih. Ste vedeli za to? Ali, ne vem, gospod Krabonja sanja? Ne, gotovo ne sanja.
to so definitivno anomalije naše družbe, žal še kakšne, ki so žalostne. Tukaj verjetno ni človeka, ki se s tem ne bi mogel strinjati, da bi bil tako hladnega srca. Rešitev je kakšna? Rešitev je seveda nekoliko bolj komplicirana. To je taki ljudje, ki so zdaj dejstvo tukaj in so vprašanje, ali jih opazimo, ali jih slišimo, so seveda rezultat, če smem tako reči, zgrešenih politik v preteklosti. In to so žal stvari, ki jih mora dobra država odpraviti z nekimi korektivi. Ampak mi gledamo v dobri državi tudi naprej, in mi vemo, recimo, jaz vem, kakšna bo moja pokojnina, če bo šlo tako naprej. In vem, kakšna bo pokojnina tistega mojega kolega, sošolca, ki morda ne zasluži tako dobro, kot zaslužim ta trenutek jaz. In to so stvari, in koliko bo, če odmislimo standarde kupne moči leta 2035, ko se boste čez palec upokojili? Torej, ne bom zdaj razlagal, koliko bo, zato ker... Glejte, sam malo. Vi operirate z nekimi podatki, vi morate vedeti, koliko bo v strukturi, koliko bo razmerje med zavarovanci in uživalci pokojnin. Veste, kaj delamo napako v politiki, gospod, veliko krat to, da politiki lahko kar nekaj govorite, kaj bo, je pa prav, da poznate tudi podatke za nazaj, pa veste, kaj je realno. Vi doma, če kupite nov pralni stroj, veste, koliko bo to stalo in potrebujete denar, tako tudi država. V optimističnem scenariju bo znašala 40% moje sedanje plače. Ta pa naj ostane zaenkrat še poslovna skrivnost. Boste pa, ko boste politiki tako morali razkriti Štefaneco in kampanji. Gospod Peklar, zakaj nimamo demografskega sklada? Zaradi Desusa? Stranka Modernega centra ima v planu v naslednjem obdobju uvesti tudi rezervni demografski sklad. Čakajte, sam malo se upravičujem, ampak v koalicijski zavezi je bil napisan. Kdo je kriv, da ga ni? Ni še ga. Ne vem. Ni še ga, ampak stranka Modernega centra, ko je začela z svojim mandatom, je zagrizla tudi v to kislo jabolko. Čakajte, gospod Peklar, sam nekaj, da razčistiva. Zelo dobro nameren sem. Piše v koalicijski pogodbi, da bo koalicija, pa ne gre sam za SMC, govorim tudi o Židanovih socialnih demokratih in Karlo Erjavcu, Desusu, da boste ustanovili demografski sklad, ki bo po letu 2030 rezerva, iz katere se bo napajala pokojninska blagajna. Je to izmišljotina ali to drži? Zato pa pravim, da je v programu naslednjega obdobja uvedba demografskega sklada. Če je bilo v koalicijski zavezi, a zdaj je spet v programu naprej, torej niste izpolnili tega cilja, drži? Državo smo prevzeli v krizi. Ja, to ste vedeli tudi takrat, ko ste sklenili koalicijsko pogodbo. In je potrebno postaviti določene segmente, da lahko država normalno deluje. Vidim, da ne bova prišla do konca, gospod Peklar, jaz bom pa kar šel zdaj na izjavo. Renomiran ekonomist, večkrat tudi dekan ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru, ugleden makroekonomist se v naslednji izjavi sprašuje, kaj je s tem našim Bismarckovim sistemom in kakšne bojo naše pokojnine. In pravi med vrsticami, politika, zbudi se. Vse več nas je starejših, vi še niste tam, jaz sem seveda temu bliže, da bom seveda prejemal iz pokojninske blagajne, ampak pokojninska blagajna sama ne zbere dovolj, ker imamo še zmeraj Bismarckov dokladni sistem, kar je bila pač napaka že daleč nazaj vseh vlad, ki niso uspele približati kakšnemu sistemu, kjer bi stimuliral ljudje, recimo, da bi več vlagali v tretji steber, ker tam ni bilo politične moči, da bi dali tam davčno oprostitev od tistega. In potem ljudje prihajamo več ali manj vsi na državno grbo, če tako rečem, in pokojninska blagajna nima dovolj denarja in zaradi tega je to treba dati iz proračuna in to obsega zdaj že skoraj 10% proračuna, kar je veliko. Ste slišali, gospod? Seveda. Ampak kaj pravite na to? A vi veste, koliko nas zaposlenih danes dela za enega upokojenca? Torej, zdaj ocene so različne, ampak približno ena. Ne, točen podatek Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje niso za različni podatki, saj je jasna metodologija. Če veste, koliko zavarovancev, torej mi dva vplačujeva, ker sva oba zaposlena pokojninsko blagajno. Koliko naju pa še zraven ali pa manj od naju vplačuje za to, da nekdo dobi pokojnino. Torej razmerje med tistimi, ki vplačujejo v ta Bismarckov sistem in tisti, ki jemljajo z te vreče.
To vas sprašujem. Prosim? Ne vem. Ne veste? Ne vem. Samo oprostite, kako pol lahko volivke in volivci vam zaupajo, da boste izvedli pokojninsko reformo, če tega razmerja ne poznate? Torej, problem ni v tem, koliko jih zdaj plačuje in koliko jih je plačevalo v preteklosti. Dejstvo je, da se zaradi demografskih sprememb to razmerje poslabšuje. In da je vedno več tistih, ki pokojnine dobivajo v primerjavi s temi, ki pač vplačujejo. Se upravičujem, gospod doktor Vadnjal, se upravičujem. Vi želite biti poslanec Državnega zbora. V Združenih državah Amerike, Zvezni republiki Nemčiji, Švicarski konfederaciji je to častna funkcija. Človek mora vedeti in znati. Vi imate znanstveni doktorat, kandidirate za poslance Državnega zbora in ne veste, kakšno je razmerje med zavarovanci in uživalci pokojnin. Ne vem. Gospod Kangler. Glejte, tu ne gre samo za demografske podatke. Danes bi lahko o tem govorili 2 uri, predvsem bi se morali vprašati zaradi upokojencev, koliko so obremenjene plače. Mi smo v Evropi v samem vrhu lestvice po plačilu dohodnine. Tu je potrebno narediti res, znižati obremenitve gospodarstva na področju plač. In dokler bomo mi najdražje imeli plače, ne bomo imeli 13. pa 14. plače. In mi v Združeni desnici, Kangler in Princ, podpiramo projekt slovenskih demokratov, 500 evrov božičnice za vsakega upokojenca, ampak ne, da bo obremenjen, da bo plačen do tega davek. Naj dobi slovenski upokojenec. Tudi za božič bo ta upokojenec šel s tem denarjem v trgovino, bo od tega denarja plačal DDV za vsaki nakup in za vse ostalo. In mi moramo razbremeniti gospodarstvo in pri čemer bomo imeli večji investicijski potencial in lažje prilive v pokojninsko blagajno. Dobro. Zdaj bomo pa pogledali to demografsko strukturo, o kateri govorita dr. Vadnjal in pa Franc Kangler in videli v bistvu, kje smo, kar zadeva naš Slovenke in Slovence, koliko nas je, kakšna je naša struktura. Demografska struktura Republike Slovenije na 31.12.2017. 2.066.000 prebivalcev, 43 let je povprečna starost, 15% starih od 0 do 14 let, potem 66% 15 do 64 let in, kar nas mora skrbeti, 19,1% starejših od 65 let in 5,9% tujcev. Gospa Lep Šemenko. Gospod Ovin pravi, politika zbudi se, politika pa kar še prelaga, saj še bomo malo spali. Tako kot človek, ko se zjutraj zbudi, pa na mobilnem telefonu pritisne dremeš. Aj se bom malo zaspal, pa bo pol vse v redu na cesti, ne? Ja, že zdavno bi se mogli zbuditi, glede marsičesa, ne? In to so recimo področja, ki tudi če jih spremenimo danes, se bo dokazala na dolgi rok. In to so dejstva. Mi smo nadpovprečno staro prebivalstvo, nad povprečjem EU-ja, če pa gledamo na svetovni ravni, pa še bistveno bolj. Ampak primerjamo se z evropskimi državami. In kot rečeno, tukaj ukrepati je treba ta trenutek. Konkretno bom samo rekel, v letu 2012, tisti kratki Janševi vladi, se je vseeno naredila pokojninska reforma, ki je bila usklajena z vsemi socialnimi partnerji. Verjamem, da bi bila veliko boljša, če bi obstala tista prva možnost, ampak potem se je nekako skorigirala in ta je bila vzdržna do leta 2020. To se je vedelo že leta 2012. Zdaj, v tem mandatu... A ni bil to samo Heleks, če se izražim po farmacevtsko? Tako malo se bomo omotični, da ne bo tesnobe, pa gremo dalje. Je bila to prava reforma? Ali ste pač v naslednji vladi, je Janez Janša povedal, poslušaj Alenka, predalo te čaka, do 2020 imaš naredi novo reformo, je povedal na primopredaji. Zagotovo je, se je vedelo že tisti trenutek, da je vzdržna do 2020. Bila je vseeno dober zametek in nenazadnje tudi vsi kazalci kažejo, da je vsaj za ta trenutek nekako oblažila našo pokojninsko blagajno. Sicer pa minilo je 4 leta, na tem področju ni bilo narejeno popolnoma nič, pa so bila že vsa dejstva znana in bili smo v času konjunkture za razliko od leta 2012 in bistveno več smo sprejeli sredstev v državni proračun. Gospod Peklajer. Za razliko od prejšnjih stvari, pokojninske reforme ni v tej koalicijski pogodbi, ampak vendarle, kako bo SMC, če bo dobil še novo priložnost, ugriznil v to kislo, deloma že gnilo jabolko. Že prej sem omenil, da v tem mandatu je bilo doseženo, da tisti, ki ima polno delovno dobo, nima nižje pokojnine od 500 evrov.
Zavedamo se, da slovenski ljudje se starajo. In omenil sem prej tudi demografski sklad. Demografski sklad bo v nadaljevanju pripomogel k temu, da bodo lahko tudi upokojenci, kajti namreč to razmerje, ko ste ga prej omenjali, bo dejansko še obstajalo naprej. Koliko se bo nezaposlenost zmanjševala, bo se to razmerje verjetno povišalo na 2,5 mogoče na enega upokojenca, ne vem, ne. Kakšno je danes to razmerje, vi veste? Mislim, da je 1,4. Okay. Da je 1,4 in v primeru, da do tega ne bo prihajalo, je normalno, da za tem demografskim skladom, ki ga bomo ustanovili, se bodo lahko dajala sredstva, katerih država ne bo mogla za pokojnine. Naš program je tudi, da je potrebno pokojnine v bodoče tudi povišati, kajti nekje v povprečju, da lahko enodružinska, se pravi eno pokojenec preživi nekje za 600 do 630 evri pokojnine, dva pa nekje 800, mogoče malo čez 800 in to je potem tudi nekje tisti cilj, ki ga želimo in moramo doseči v naslednjem mandatu. Dobro. Gospod Kangler, gledajte, tako je, ne? Zdaj postavijo se, da ste pred upokojitvijo, pa vam država pravi, glej, Franc Kangler, delal si sicer celo življenje, ampak tvoja pokojnina je 400 evrov izmerjena. Mi bomo dali 100 evrov zraven, da bo 500 evrov. Torej, kaj govorim? A je prav, da mi socialnimi ukrepi rešujemo pokojninsko blagajno? Da nekomu, ki je delal pošteno 40 let, rečemo, da je socialni podpiranec, ti pa nisi vplačal dovolj, da lahko vzameš ven, pa ti bomo iz proračuna dali. Verjetno ste me prej slišal, ko sem povedal, da je to žalostno in sramotno za tiste, ki so 40 let delali v gospodarstvo, ki so plačevali v pokojninski sklad, potem pa na nek način je nekdo na drugačen način te pokojninske sklade sprazno, da ti ne dobijo več pokojnine kot 400 evrov. To ni način. Potrebno je sistemsko narediti na ta način, da planiraš delovno dobo človeka od štarta do konca in da planiraš take naložbe in takšen sklad, da bo človek dobil pokojnino, ki je dostojanstva vredno, da bo živel normalno in dočakal tisto pokojnino, ki si jo je tudi zaslužil z svojo aktivnostjo v tvoji delovni dobi. Prav. Zdaj pa poglejmo za doktorja Vadnjala in vse ostale, kakšno je torej to razmerje med zavarovanci, tisti, ki vplačujemo pokojninsko blagajno in tisti, ki, da smo si na jasnem, zasluženo uživajo sadove preteklega dela, sam ti sadeži niso najboljši. Poglejmo. Razmerje zavarovanci, uživalci pokojnin 2008 na vrhu prejšnje konjunkture 1,71, 2010 1,6, 2012 času druge Janševe vlade 1,46, 1,39 začetek Cerarjeve vlade, 2016 1,45 in 2017 1,49. Gospod Lah, sam veste, tih 1,49 je s pojasnilom. Se spomnite vi Židana, pa Anje Kopač Mrak, pa mislim, da tudi gospoda Cerarja. Vsako delo šteje. In tu not so avtorske pogodbe, podjemne, vse smo podražili te prekarne oblike dela, pa za 0,04% popravili. Je to to? Ja, gledajte, dokler bomo pri malo manj kot 10 milijardnem proračunu dodali iz proračuna za pokojnine tam 1,3 milijarde, milijardo 400, pa milijardo za socialo. In demografska slika kaže, da bo samo še slabše. Mi v stranki Andrej Čuš in Zeleni Slovenije gledamo naprej. Tako kot je gospod Kangler rekel, treba razbremeniti gospodarstvo, treba dati boljše pogoje za razvoj gospodarstva, treba ljudi stimulirati, da bodo ustvarjali, da bojo plačevali tudi davke, iti na pavšale, ne pa sedaj, ko država, birokrati ovirajo gospodarstvo. Tako ne bomo prišli nikamor. Mi smo lahko pametni, ampak če denarja ni, ga ne moremo deliti, mi ga ne moremo štancati, kot včasih v Jugoslaviji. Tam je problem, kako več ustvariti, ko bomo več ustvarili, bomo lahko tudi več delili, tudi za pokojnine in za socialo. S to socialo, ko jo dvigujemo, to je kupovanje politične točke na kratki rok, v resnici pa razvrednotimo delo,
tiste, ki delajo za minimalno plačo, ker je razlika čedalje manjša med tistim, ki delajo 8 ur na dan, pa 10 ur, in med tistimi, ki nič ne delajo in nič ne ustvarjajo. Kmalu nadaljujemo, dame in gospodje, včasih smo rekli delo, čast in oblast, ampak kakšno, naj nam dajo delo, ampak politične parole gotovo ne dajo kruha, mleka za otroke. Verjetno pa se v Sloveniji s tem ne bomo zadovoljili. Kaj več si želimo in kaj več bomo imeli v kratkem predahu. Ostanite. Dobrodošli nazaj na letališču slovenskega letalca Edvarda Rusjana. Za mano so morda tisti, ki bodo reševali vaše pokojnine. Ne vedo kako, vedo, da so majhne, da morajo biti boljše, pravega recepta pa nima nihče. Zakaj bi ga imela politika? Malce paradoksalno, provokativno, bodo kar odgovorili. Mogoče, gospa Lep Šimenko, lahko politika poišče to milijardo, neko čudežno v gospodarstvu, gospodarske rasti, ki je, da državni proračun ne bo obremenjen, da bo 10% dal v pokojninsko blagajno, da bo sistem torej vzdržen. Recept SDS-a, prosim. Velik problem je tudi to, da devamo skoraj blizu milijarde za obresti, glede na to, kar je že bilo prej rečeno. Sicer pa absolutno, poglejte, gospodarstvo je potrebno razbremeniti, plače je potreba razbremeniti in tudi DDV je potrebno znižati na predkrizno raven. Sliši se mogoče tako, ja, kako bomo pa potem v proračun dobili več. Poglejte, ljudje bodo čisto vse zapravili in na koncu spet se bo to ta tok zavrtel. In ne nazadnje, imeli bomo kakšno delovno mesto več, še vedno imamo bistveno več brezposelnih, ki smo jih imeli v obdobju pred krize in tukaj imamo še velike rezerve. In ne nazadnje to, kar opozarja tudi OECD že dlje časa, mi imamo izjemno nizek odstotek zaposlenih v starostni skupini od 55 do 65 let. Zgolj 35% ljudi v Sloveniji dela in smo čisto na repu evropskega povprečja. Gospod Peklar, je recept te države za zaposlovanje mladih, da pride mlad do delodajalca, zaposli me in dobiš 7 jurjev subvencije. To je... V času mandata Stranke modernega centra je zaposlenost mladih, nezaposlenost mladih se v bistvu prepolovila. Recimo tako, čez palec. Zdaj še nekje 17 tisoč nekaj takšnega mladih, mislim, da je še nezaposlenih, bilo jih je 38 pa nekaj in to se je prepolilo nekje na 17 tisoč. Zdaj starostna meja... Sklicujete se na katere vire, ne? Mi imamo anketno brezposelnost, ki jo merijo razvite ekonomije Amerika, imamo brezposelnost po registrskih virih. Zdaj, kdo je za vas brezposeln mlad, moramo reči? Tisti, ki dela na avtorsko, je brezposeln, ki dela na podjemno pogodbo. Tu moramo metodologijo razčistiti, da, ker veste, politika, tudi vaši poslanci, bivši poslanec, vaš gospod Krajnc, takrat tako razpolagate, da tudi, da je trava bolj zelena, to poletje je zaslužna politika, recimo, oziroma to pomlad se opravičujem, ampak ni vse tako, ne? Ja. Veste, s podatki lahko mi dva manipuliramo gol dol, ne? Po naših podatkih, ko jih imamo, je dejansko, tako sem povedal, brezposelnost mladih je upadla. Nasplošno je v Sloveniji brezposelnost upadla pod 6%. Govorili smo prej o tem okolju gospodarske rasti. Slovenija je dovzetna do tuje vlagateljev. V Slovenijo prihajajo tuji vlagatelji. Gospodarsko postajamo zanimivi in to je tista niša, ki se bo v prihodnje pokazala v tem, da bo država dobila več denarja, da bo lahko tudi potem več nudila ljudem. Dobro. Zdaj bomo morda povedali kaj več, gospod dr. Vadnjal, ne, tole. Je vsak investitor dobrodošel. Zdi se, gledajte, ko človek posluša gospoda Hribarja Miliča iz gospodarske zbornice, on je temelj neoliberalizma v tej državi. Plače dvigniti ne, on kriči, gledajte, propadlo bo vse. Pa investitorjem pa na široko odpiramo vrata. Želimo biti višegrajska skupina, Slovaška, Češka, res da so tovarne. A ste šli gledati, kako ljudje tam živijo in gre tako dobro? Torej, definitivno ne. In seveda moramo se vprašati, zakaj določeni investitorji želijo priti v Slovenijo. Jaz vedno pravim, da so najslabši tisti, ki nasedajo na naše parole, da smo pridni in marljivi in pošteni in tako naprej. Te parole nas po mojem peljejo do tega, da bojo ljudje, ki so pridni in pošteni in marljivi,
imeli 400 evrov penzije enkrat čez 30 let. Kaj hočem reči? Če bo dobra država, ne bodo, pravite, vi boste to uredili. Govorimo o tem, kateri investitorji so dobri. Dobri so za naše pojme tisti, ki bodo k nam prinesli investicije v proizvodnjo visoke dodane vrednosti, kajti samo ta lahko izplačuje visoke plače, ki so potem temelj v prihodnosti dobrih pokojnin, pa tudi boljšega življenjskega standarda. Kratko vprašanje. Za nama tukaj za steno je novi obrat bodoče lakirnice Magne Steyr. Je to delovno mesto z visoko dodano vrednostjo? Gospod Počivalšek, gledajte, on je zagovarjal to investicijo, da je 100 hektarjev, Židan ni mogel nič. Je bilo vredno? 3000 delovnih mest. Zelo preprost. Po našem mnenju ne. To ni delovno mesto z visoko dodano vrednostjo. Seveda se je pa vedno treba tukaj vprašati, ali ni morda prostor za kompromise. Vemo, da je ta prostor, govorimo o Mariboru z okolico, ima določen strukturni problem, kar se tiče brezposelnosti. Tukaj je delovna sila, ki je, bi rekel, verzirana v to vrstnih poslih v avtomobilski industriji in tukaj verjetno šlo za kompromis, ampak to načeloma niso, bi rekel, ti posli, kjer bi se delile visoke plače in prispevale v pokojninsko blagajno. Odlično istočnico ste dali. Plače, dame in gospodje, brez dobrih plač ni dobrih pokojnin, ni dobrega zdravstva, ni polnega državnega proračuna ali na SPIZ-u ali na Miklošičevi na Zavodu za zdravstveno varstvo. Pa poglejmo, kakšne imamo plače v naši državi. Govorimo o bruto plačah in o povprečju, ki pa ne pove veliko, ampak vendarle te podatke imamo, pa jih poglejmo. Plače v Republiki Sloveniji, povprečna bruto plača februar 2018 1638 evrov, povprečna bruto plača javni sektor 1888, povprečna bruto plača zasebni sektor 250 evrov nižja, Štrukelj, tukaj smo, minimalna plača bruto 842 evrov bruto, gospod Lah, nekje na zahodu ljudi, pa vse dobro o več kot 160 000 javnih uslužbencih, tudi tistih, ki jih danes na dobra delovna mesta SMC prijateljsko zaposluje. Tudi tiste štejeva zraven, dobro? Ampak, a je prav, motiviramo v družbi nekoga, glej, idi v javni sektor, tam je boljša plača. Ni to nekaj narobe, da tisti, ki vplačuje v sistem, ima nižjo povprečno plačo, ki tisti, ki živijo od tega sistema? Ja, stroka, vlada govori o tem, da so bolj strokovni, oziroma da ima više izobrazbe in tako naprej. Dober javni delavec, strokovec, je potrebno, da ima večjo plačo. Tistih, ki dobro dela, ampak jih je preveč in preveč tistih, ki nič ne delajo. V tem je problem. In tam v javnem sektorju jih je preveč, ne smemo gledati na medicinske sestre, zdravnike, ker to je del javnega sektorja. Ampak državna uprava, ta je preglomazna. Tam je gužva taka, da se že en drugmu delajo gužvo. In ne vejo, kaj delati. Z pravilniki, z uredbami, se zaščitijo, tako da so zaščiteni, da jih ne moreš premakniti. In tudi minister, ko pride, ali pa državni sekretar, ne morejo vse tisto armado uradnikov spraviti v red v kratkem času. To je velik problem. Jaz sem že v parlamentu rekel, da bi tu zmanjšali za 30, tudi Pahor je enkrat rekel, že 40% ali celo 50%, pa dati v gospodarstvo, ker delovna sila primanjkuje, pa naj se privadijo. Ven grejo tisti delati, prej, ki je kolega govoril, koliko je mladih manj, 8000 jih gre vsako leto ven delati in ne tisti slabi. Noben iz javnega sektorja ne gre ven delati. Tisti, ki se usposobil, ki zna delati, kjer je cenjen in dobi zunaj tudi še enkrat višjo plačo. Problem je v tem, da poslovno okolje pri nas tudi za tujce zelo slabo. Mi smo na repu tistih tujih investicij med vsemi evropskimi državami. Ne da odpremo tako kot Slovaška ali Češka. Imamo pri nas, so bili investitorji, ki so tudi dobra delovna mesta in to po par 100, ne tako kot ta lakirnica. Tudi sam v občini, kjer sem bil župan, imamo industrijsko cono, kjer so tujci prihajali za dobro plačano in več 100 delovnih mest, pa sem postavil poslansko vprašanje ministrici, zakaj tudi mi ne damo 7 ali pa 10 000 evrov za vsako delovno mesto za nedoločen čas, pa je rekla, še za socialo nimam. V Srbiji dajo 10 000 evrov za eno delovno mesto. Pa kakšen standard imajo? Če oni lahko dajo 10 000, bi mogli pri nas 15, pa bi bile tudi dobra delovna mesta, dobre plače in s tem bi tudi pokojninsko in državni proračun nafilali. Tukaj je problem.
ali pa zemljišča. Koliko je bilo v Mariboru, koliko je zemljišče? Koliko je zemljišče v vaši industrijski coni? Zdaj je GURS naredil neko izračun cene zemljišč okrog Ljubljane pri mestnih občinah 120 evrov po kvadratnem metru. Koliko je v Avstriji čez mejo? 30 evrov komunalno opremljeno, pri nas pa 120 evrov komunalno neopremljeno. Kdo bo prišel na take pogoje? Prav. Gospod Kangler, kot naročeno za vas, ne, v različnih parodijah so vam včasih dejali, da Kangler gradi zid na Trojanah in po Štajersko, da je pri tretji šari. Ne. Zdaj pa takole, je res za vse kriva Ljubljana, ne? Zdaj Dobovšek je z Ljubljane, Cerar je z Ljubljane, ne? Zdaj pravijo, sam si pomagaj, pa on ti bo pomagal. Ko govorimo zdaj o regijah pa tej razvitosti, kak je ključ desnice? Gospod novinar, povejte. Koliko mariborskih poslancev pa vi poznate? Pa so bili 4 leta poslanci? Kdo se je v slovenskem parlamentu iz Maribora in Štajerske regije oglaševal? Koliko jih poznate? Ja, ne vem, toliko kot jih koliko ste jih prej poznal? Ja, precej več jih je bilo. Precej več, ja. Ne? Enako število jih je bilo zmerno, samo mi smo bili takrat glasni in si nismo dovolili, ne levi ali desni vladi, ne enemu, ne drugemu predsedniku vlade, da je z nami barantal, tako kot smo bili priča v sedanji sestavi vlade in v parlamentu, kot da smo delniška družba, 3 predsedniki strank so se zmenili, ne glede na demografske podatke. To, kar ste vi prej prikazal, primerjavo plač. Glejte, vam bom dal besedo, lahko eno grafiko pogledamo. Torej, ker gospod Kangler ravno govori, bomo pogledali, kaj se dogaja z enim ključnih dejavnikov za našo gospodarsko vzdržnost našega sistema. Govorimo ne po anketnih virih, ampak registerskih. Poglejmo, koliko nas je sploh delovno aktivnih. Pa gospod Kangler, vas bom kar takoj potem prosil vaš za komentar. 879 tisoč, 2 leti kasneje, vidite, skoraj 40 tisoč manj, več kot 40 tisoč manj, 44, 810, 2012, 2014, 798 in 845 tisoč zdaj. Ja, dovolite mi, da odgovorim v celoti. Saj sem dejal, da bom dovolil. Glejte, meja na Trojanah, ne? Koliko je pa resnica stran? Danes imamo Katalonijo v Španiji. A ste se vi kdaj vprašal, kakšna razlika v bruto plači na oni strani Trojan ali pa na tej strani Trojan? Ste se vi kdaj vprašal za demografske razlike med enim in drugim? Zakaj jaz, ker živim tu v neposredni bližini, moram 5 let prej umreti kot nekdo, ki živi 100 kilometrov v centru Ljubljane? 5 let prej. Ženske isto 5 let prej. Veste, kaj to pomeni? Da je kvaliteta življenja na tej strani Trojan dosti slabša. Da mi slabše živimo, da imamo slabše pogoje dela, da imamo slabše plače in tudi manjše penzije, zato ker smo prej imeli slabše službe. In to je problem. Gospod Kangler, na tej televiziji smo neštetokrat odprli to temo, soočali in v enih takih soočanj je sodeloval tudi gospod Željko Vogrin, predsednik sveta vaše stranke in to pojasneval. In smo pojasnili, gospod Kangler. Samo z enim soočenjem vi tega problema ne boste rešili. Vi pa tudi v enem mandatu verjetno ne. Ta problem lahko rešimo tisti, ki bodo izvoljeni v državni zbor. Zato moramo danes o tem govoriti. V državnem zboru se je potrebno boriti. Ne glede na to, ali je bil Puhšič, Jerovšek, ali Kangler, ali Ljubo Germič, ali Rudolf Moge, z različnih strank, mi smo se borili za Štajersko, za Slovenijo. Samo veste, kaj pravi Ustava? Veste, kaj pravi Ustava? Za Štajersko in Slovenijo. In mi smo bili poslanci vsega ljudstva. In mi smo se borili, da se državni proračun denar delil pošteno po Sloveniji. Če se danes deli, nisem prepričan. Niste prepričani. Kaj pogrešate? Kaj bi se naj naredili? Ta vlada, ki je bila sedaj... Decentralizacija spet. Decentralizacija v vsakem primeru. Smo dobili pokrajine. A je Cerarjeva vlada sploh poskušala vložiti v državno proceduro zakon o pokrajini? Ni jih. Imeli ste zgodovinsko priložnost. Leta 2007 vaša stranka prejšnja je bila v koaliciji. Ni res, nimate prav, ker ne poznate sistema. 2/3 večino rabiš v parlamentu. Ja, ampak je niste zagotovili. Žagar je bil vaš kolega iz stranke, je bil minister. Svakamu čas, ker je poskrbel, da je zakon bil sprejet, temeljna podlaga, ustavna listina in v ustavi zapisano. Ampak zakaj ti gospodje vladni niso poskušali prepeljati pokrajinske zakonodaje v parlament? Veste zakaj? Zato, ker bi bili priča živi decentralizacije, marsikdo bi se mogel ozirati ne več iz Štajerske v Ljubljano, ampak iz Ljubljane na Štajersko. Gospod Kangler, je problem. Ni interesa političnega. Odlična istočnica za nadaljevanje. Država smo ljudje, ne?
Nekdo je dejal, da je država imaginaren pojem, da je to abstrakcija abstrakcije in ljudje pri ljudeh se začne. In o tem pravi Goran Lukič iz Delavske svetovalnice. Naj govorimo o predsedniku vlade, poslancu državnega zbora, bivšemu županu ali delovnemu inšpektorju. Ljudje s hrbtenico. Jaz mislim, da tukaj treba enkrat javno za vse reči, da tukaj tudi šepa osebni faktor. Kaj mislim s tem osebni faktor? Da inšpektori imajo določena pooblastila in nažalost jih v kar nekih primerih ne upajo uporabljati. Dajo namesto glob opomine, dajo namesto določenih sankcij, malce očitno pogledajo stran, pa rečejo, daj porihti, pa ko drugič pridem, ima da imaš papirje zrihtane. Jaz ne vem, zakaj se to dogaja, lahko špekuliram, da mogoče zaradi prevelike povezanosti kakšnih inšpektorjev z lokalnim okoljem, ampak ni sam stvar sistemske zakonodaje, ni sam stvar implementacije, je stvar, kdo je na kakšnem mestu. Če hočeš delati na nadzornem mestu, moraš biti nekdo, ki ima v bistvu pogum, pa ne sam pogum, ki mu je normalno, da vsa svoja pooblastila za nadzor uporabi. Ne pa da kalkulira, špekulira in tako naprej. Tako da mislim, da ta trikotnik, sistemska zakonodaja, implementacija in pa v bistvu pravi ljudje v nadzornih funkcijah na pravih mestih, da bi morala dati rezultate. Gospod Peklar, daleč od tega, da je SMC kriva za vse. Mi smo bili še Florijanska Švica, pa bomo verjetno še nekaj časa ostali. Pa vse lepo v tej državi, ne? Ampak kako zagotoviti to? Jaz vem, da niste vi v vladi, niste v državnem zboru. Mi smo povabili na to televizijo gospoda Cerarja, ni se odzval. Večkrat smo prijazno vabili vašega predstavnika, gospa Anuša Gaši, tiskovna predstavnica, nam je večkrat govorila, ni časa, naj upoštevamo, da ste v časovni stiski in tako naprej. Meni je žal, da danes vi odgovarjate na očitke, ko bi mogel nek poslanec, ki je pritiskal gumb, tudi za bedarije v tem mandatu, da sva si na jasnem, ne? Ampak vendarle, zdaj govori Lukič o delovnih inšpektorjih. Veste, koliko se jih je dovolilo? Približno rečeva, da jih je 80 ali pa 50, ki se jih z delovnimi razmerji ukvarjajo. Koliko je bilo novih zaposlitev? 5 je sprejela vlada. Teh prijateljev, ki bodo dobili, ki so danes državni sekretarji, jutri pa bodo tam na enem ministrstvu, v enem kotu, pa bo verjetno več. Odgovor? Konec koncev, tudi to zadevo bo potrebno urediti v prihodnjem mandatu. Namreč večji nadzor nad kršitvijo delovnopravne zakonodaje in preprečevati korupcijo in pa organizirani kriminal. Treba je to preprečiti. Upam, da prepričan sem, da nam bo to uspelo. Tudi. Dobro, jaz besedo dajem dobri državi. Že ime pove, da ima odgovore oziroma bi naj imela. Kaj pravite tukaj? Nadzor, ljudje, odgovornost. Zdaj, Dobovšek, glede na njegovo retoriko, je zelo primeren za to. Ja, pogledajte, torej, kar je povedal gospod Lukič, najbrž drži in bi se njegove teze dalo razširiti tudi na kakšno drugo področje. Imamo pa malo občutka, da je, bi rekel, ta nadzor pri Slovencih nepriljubljen. Ne? Recimo eno področje, na katerem bi se gotovo dalo kaj postoriti, je pobrati več davkov. Ampak pač živimo v deželi, v kateri je narodni junak še vedno, bi rekel, nekdo, ki je švercal na kobilici določeno robo. Otroci še vedno to v šoli berejo in pravzaprav okoli prenesti nekoga je postala ali pa je tradicionalno vrednota. Definitivno v dobri državi smo zato, da se vsi mehanizmi nadzora poostrijo. Zavedamo se seveda, da bo ti ukrepi relativno nepopularni. Ne? Kajti recimo, ne vem, kakšni bodo te ukrepi? Delo na črno, prodajanje storitev brez računov in take stvari, tega je relativno veliko. Glejte, v tej državi smo naredili, mogoče za nekatere celo bedarijo, uvedli davčne blagajne. Jaz nisem videl, gospod Vadnjal, politika, ki bi prišel pa rekel, gledajte, jaz sem prevzel politično odgovornost, mi imamo samo 120 milijonov evrov v proračunu več, pa jih ni dost več. A so prevzeli odgovornost? Vi pa ne upate od frizerja, ki ste bili, ne vem, prečerajšnji, mogoče pa imate račun v žepu. Pa banaliziramo. Ne vem, tam v zdravstvu, pa v tisti komisiji ugotavljajo, da vaš denar na veliko kradejo. Lepo prosim. Ja, ma kaj je bilo zdaj vaše vprašanje, vas nisem pravzaprav dojel. Vi poslušujete te zadeve, ampak jaz želim ukrepe. Ja, poglejte, če
ima država več davčnih inšpektorjev, ki grejo okoli in preverjajo stvari, za katere vsak ve, da se počnejo, pa jih nihče do zdaj ni preverjal. Kaj se počne? Poglejte, gradi se, a ne? Kaj se gradi? Gradi se prizidke k hišam. Kaj ima FURS s tem? FURS lahko vpraša, ali je bil za to storitev izdan račun. Aha, okay. Ja? In če ni bil, ukrepa. Tako počnejo v Avstriji, tako počnejo v Nemčiji. Sive ekonomije se ne da nikoli popolnoma izkoreniniti, bi jo pa pri nas v enem delu seveda lahko. Ampak seveda za kompetentnimi inšpektorji, ki bi imeli integriteto. Torej zdaj nimajo. Ja. Kje so ti? Mi govorimo o kompetentnih ljudeh z integriteto, o preprečevanju korupcije. Kje so ti ljudje? Vse te službe je potrebno reorganizirati, ojačati, kadrovsko izobraziti. To pa komentar 5 delovnih inšpektorjev. A ni to posmeh? Je. Je? Je. Definitivno. Gospod Kangler. Zelo na kratko. Moram reči, da imam eno prispodobo, ko to poslušam. Pa jo bom povedal. Na plan z besedo. 2 ali pa 3, ampak bom 2 povedal. 2 pa 15 sekund. FURS se ukvarja z malimi ljudmi. Tam v Lenartu poslušajo radio Slovenske Gorice, kako je ena ženica prodaja 10 litrov šnopsa, pozvoni pa vpraša, čujte, imate vi šnop za prodati, veste, da imam, pa imate malo več, ja veste, da imam za tistih bogih 10 litrov. Ona je slive zbirala, skrbela, pa to pa njo preganjajo. Mene preganjajo za 38 let stari traktor, zato imajo čas. Kako sem se ga privoščal s poslansko plačo. Tam pa v pričo Cerarja, v pričo cele vlade, v pričo celotne policije slovenske, tožilstva, operejo 1 milijardo evrov na Ljubljanski banki. Mene preganjajo po Ljubljanskem sodišču za stari traktor, nekdo se pa smije za 1 milijardo pranega denarja. Moj bog je traktor pa vreden 4000 evrov. Tu je odgovor v ljudeh. Nismo pravi ljudje na pravem mestu. V tem je problem. Ker smo zdaj... Gospod Kangler, vaš čudovit rdečo-bel traktor je Štajer, ne? Magna pa je tudi Štajer. 75. Zato pa zdaj mi odhajamo na naslednje podatke. Malce smo zašli, ampak vendarle smo dolžni pokazati, ko govorimo o tujih investicijah, ena je v neposredni bližini, torej Magne, kakšen pa je v Sloveniji, ker politiki pravijo, da preveč obdavčujemo kapital. Pa ga res, dajmo se primerjati z drugimi državami, pa bomo videli, kakšno je stanje in potem tudi komentirali. Davek na dobiček v državah članicah Evropske unije, Avstrije 25%, na Hrvaškem 18%, v Italiji kar 33%, na Slovaškem 21% in na Madžarskem 9%, v Sloveniji pa 19%. Pa zdaj, gospod Lah, vas sprašujem, koliko naj bo, a bomo mi Junckerjev, ne vem, Luksemburg ali kaj želimo biti, ima ta država, čisto proti koncu razprave gremo, sploh strategijo. Zdaj, pustiva tiste srečne ljudi 2050. Imamo vizijo, kje bomo jutri? Ni vizije, niti strategije. Mislim, da v gospodarstvu sploh je ni. To, kar je kolega Kangler prej govoril, ne? Jaz sem ministrici za finance postavil vprašanje, zakaj kaznujejo tam eno branjevko ali enega suhorobarja za eno leseno žlico 3000 evrov ali pa za eno klobaso 3000 evrov, ki je tukaj sorazmernost. Ne? Ukvarjajo se samo s tem. Če gledamo strategijo razvoja lokalne samouprave, strategijo razvoja gospodarstva, logistike, smo na križu, ker se križa 10. in 5. koridor. Madžari se ukvarjajo z logistiko na veliko, pri nas v Sloveniji je ni. Zakaj je ni? In ves transport gre čez Slovenijo. Ni nikjer vizije, kaj šele strategije. In zato je potrebno, vse je v ljudeh, kar je gospod Lukič govoril. A ste poslušali na Tarči glede požarov v ekosistemih? Kaj je upravna inšpektorica ugotovila? Tam bi moralo vsaj 5 inštitucij ali pa odgovornih uradnikov sedeti, pa mogoče še kaj na občini. Pa ni nič. In kdo je nastradal? Tisti ubogi gasilci, ki jim je ostala zgorela oprema tam noter in zdaj bojo občine morali to nadoknaditi. Tudi vsaj to bi država vrnila. Zato je vse je pa v ljudeh. Zato mi gledamo naprej v stranki Andrej Čuš in Zeleni Slovenija. Treba je ljudi zamenjati.
Vse stranke etablirane v teh 25 letih so nastavili svoje ljudi. Nekaj več, vladajoči velik, opozicijski malo manj in so se med sabo zlizali in ne prideš nikamor. Jaz sem bil 13 let župan, zdaj sem 9-10 leto poslanec, pa 30 let v gospodarstvu. In nove ljudi je potrebno nastaviti, odgovorne, problem je odgovornosti. Mnoge od teh, ki so zdaj, ki ne morejo preboliti bivšega sistema, je treba pa odstraniti ali pa dati v gospodarstvo, da dovidi, kako se zasluži denar. Prav, spoštovani sogovorniki, hvala, ker ste bili danes z nami. Če boste poslanci, poslanke, pomnite, da narod ta dokaze hrani, ta posnetki se bodo arhivirali, pa jih lahko čez 3-4 leta predvajamo. Pa boste tako v takšni poziciji, morda kot je danes predstavnik SMC-ja, pa še kdo, ki ga ni z vladajoče koalicije. Hvala pa za vaše poglede in upam, da rešite ta voz, ki se imenuje Slovenija. Hvala lepa. Tudi vam. Tako, zahvaljujem pa se tudi vam, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, da ste nam posvetili svojo pozornost. Če ste se odločili, koga boste volili, toliko bolje, če pa ste se odločili, koga ne boste, pa tudi nič hudega. Naredili smo svoje. Bodite v novem soočenju, čez en dan spet z nami. Hvala za pozornost in lahko noč. Hvala lepa.